Slovenija je v svetu prepoznana kot zelena turistična destinacija. Večina tujih gostov pride k nam zaradi čistega okolja in ohranjene narave. Turizem je za Slovenijo izredno pomembna gospodarska panoga, saj ustvari več kot 12% bruto domačega proizvoda. Tudi zato, ker so bile pravočasno prepoznane priložnosti, ki izhajajo iz trajnostnega turizma. Vse od njihovega nastanka je tako tudi v termah Snovik v Tuhinjski dolini. Pri snovanju turističnih objektov so dali velik poudarek na učinkovitost rabe energije in na izrabo lokalnih virov energije. Svojo blagovno znamko Ekosvet termalnih užitkov so podkrepili z evropsko marjetico za okolju prijaznejše nastanitve, vključeni so v EMAS shemo, v svojo ponudbo vključujejo lokalno pridelano hrano, gostom pa ponujajo različne dejavnosti v naravi, kot so pohodništvo in kolesarjenje. Terme so povezovalec lokalnih ponudnikov na področju pridelave hrane in nudenja različnih okolju prijaznih storitev. Iz tega izhajajo za lokalno okolje izredno pomembna delovna mesta. Organizacija, ki jo predstavljamo kot drugo dobro prakso na področju trajnostnega turizma, sama ni omembe vreden zaposlovalec. Gospodarsko interesno združenje za pohodništvo in kolesarjenje Slovenije pa je kljub temu zelo pomemben promotor zelenih delovnih mest v turizmu. Združuje namreč turistične ponudnike, številne zelo majhne, ki imajo okolju prijaznejšo ponudbo nastanitev in drugih turističnih storitev. Preko gospodarskega interesnega združenja skupaj nagovarjajo skupino turistov, ki so jim te vrednote pomembne in skladno z njimi tudi izbirajo svojo počitniško destinacijo. Skupno trženje in razvoj blagovne znamke pohodništvo in kolesarjenje prispevata k prepoznavnosti in uspešnosti slovenskega zelenega turizma in s tem tudi za zelena delovna mesta. Tretja dobra praksa na področju trajnostnega turizma prav tako neposredno ni velik zaposlovalec, pritegnejo pa s celovitostjo svojega pristopa. Hiša Raduha je družinski penzion z dolgo tradicijo v Lučah v Zgornji Savinjski dolini. Ponujajo turistične nastanitve in imajo vrhunsko restavracijo. Vendar ne kakršnihkoli nastanitev in ne povprečne vrhunske restavracije. Njihova celotna ponudba namreč temelji na izrednem občutku do lokalnega naravnega in kulturnega okolja. Njihove lesene hiške na drevesih so bile za povezovanje tradicije in inovativnosti nagrajene z nagrado Snovalec. V opremo v hiškah in tudi v preurejenem starem konzolcu in štali je vgrajen vrhunski slovenski dizajn. Tudi v svoji restavraciji ponujajo vrhunsko kulinariko, ki je v celoti zasnovana na sezonski ponudbi lokalnega okolja. Gostje, večinoma tujci, se k njim vračajo po oddih v naravi. Gospa Martina Breznik je o reakciji obiskovalcev povedala. Ja, gosti se vračajo zaradi lepe narave, kar sem bila recimo pri Švicarjih presenečena, se pogovarjam z njim, ampak oni pravijo, da teh tako lepih rek v tem nižinskem prostoru oni pa tudi nimajo, morajo biti precej visoko. Skratka, bi rekla, še ta, pri nas jih predvsem preseneča še ta divja narava, ta divji prostor, ker še ni toliko skomercializirano. Gotovo jih tudi mi presenetimo z našim odnosom, predvsem pa s hrano. Skratka, to so vse te male, drobne stvari, ki so pomembne. Ne vem, gost začuti staro skrinjo in lep šopek, ki ga zjutraj pričaka, ne vem, solata, ki jo mama prinese z vrta, domače maslo. Skratka, na en način male in velike stvari, no. V hiši Raduha imajo svojo strategijo izgradnje konkurenčne prednosti natančno izdelano. Jaz hočem pravzaprav ljudem pokazati ali pa dati sebe, pokazati prostor. To, kar dejansko smo, no, to je to, kar je naša posebnost, ta avtentičnost. To nas, bi rekla, dela drugačne od drugih in na tem je potrebno graditi.
Stvari, ki jih lahko srečaš po celem svetu, za gosta ni zanimivo. Zanimivo je ta prostor, ta interakcija, ko jo gost doživi v samem prostoru. To se mi zdi tisto najbolj pomembno in tle smo lahko konkurenčni od nekih Avstrijcev, Italijanov. In pravijo, da se jim dobro obnese. Ta arhitekturni pristop, ki smo ga imeli, ta odnos do kulturne dediščine se nam zelo obrestuje, da je bil prav, da smo poiskali prave strokovnjake, da so nam pomagali, da smo poudarili pravzaprav to, kar je naše, to, kar je drugačno, pa seveda dodali neke novosti. No. Ta pristop gost zelo hitro opazi. No. Svoji dejavnosti so kot družina v celoti predani. Cela družina je zelo pomembna. Tle, če ne bi stali vsi, bi rekel, to je naš način življenja. No. To je naš način življenja. Zdaj, če bi jaz imela moža, ki bi me čakal doma, pa gleda na uro, kdaj bom jaz prišla, to nikamor ne gre. Tako da vsi, in otroci, in pa nas tudi, ne vem, Kristina še študira, ko pride domov, sobote, nedelje, mora pomagati. Nam je logično, da pomaga. No? Živijo za svojo dejavnost in črpajo navdih iz svojega domačega okolja. Možnost svobodnega izražanja, se pravi, svobodno izražanje in s tem nočem biti drugačna, ampak pravzaprav zvesta sama sebi. No? Za konec predstavitev dobrih praks pa ena medvedja zgodbica. Pred dobrimi 15 leti je Slovenija Franciji podarila 3 medvede. V Pirenejih, na meji med Francijo in Španijo, kjer so rjavi medvedi prvotno bivali, so jih namreč popolnoma iztrebili. Naši medvedi so se v Pirenejih kar dobro prijeli in zdaj jih je nekje med 15 in 20. In prav na medvedu je zasnovano celotno trženje turizma te francoske regije. Oni so regija medvedov. Čeprav turisti nikoli ne vidijo nobenega medveda, turistični sektor potencialnim gostom sporoča: pri nas imamo ohranjeno naravo, kjer lahko živijo medvedi. Mi smo ljudje, ki pustimo medvedo preživeti v našem okolju. S promocijo, ki vključuje medvede, privabljajo skupino turistov, ki jim je stik z naravo in odnos ljudi do nje pomemben in skladno s tem tudi izbirajo, kam bodo šli na dopust. Kaj pa v Sloveniji? V Sloveniji imamo nekje okrog 400 medvedov. Pa ne samo to, imamo tudi risa in volka in eno največjih biotskih raznovrstnosti v Evropi. Turističnih produktov na to temo pa je zelo malo. Svojih danosti ne znamo dobro izkoristiti, pogosto jih jemljemo kot samoumevne. Tako zelo zaželena zelena delovna mesta zahtevajo inovativnost in kreativnost. Včasih je dobro, da izstopimo iz ustaljenih okvirjev in na vire, ki so nam na voljo, pogledamo iz perspektive, ki je prilagojena sodobnemu človeku in situaciji v svetu. Podrobnejše opise teh in še drugih dobrih praks si lahko ogledate na spletni strani projekta spodbujamo zelena delovna mesta.si. Vabljeni k ogledu.